Najprej lep pozdrav in hvala vsem, ki ste se danes udeležili tele izjave. Gre za izjavo predsednika odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v zvezi z ukrepi, ki sem jih dolžen storiti zaradi dejanja poslanca Levice gospoda Mihe Kordiša. Kot veste, je odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na svoji 22. nujni seji obravnaval točko dnevnega reda, poročilo o pripravah in ukrepih policije v zvezi z nasilnimi protesti v Ljubljani 5.11. ter ocena varnostne situacije. Na seji je direktor agencije Sova Janez Tušek povedal, da je Sova spremljala dogajanje, da pa ne more predstaviti podatkov, ker so označeni stopnjo tajnosti tajno. To je druga najvišja stopnja tajnosti, ki zahteva pač posebne ukrepe. Del seje smo zato s sklepom na že zaprtem delu seje dodatno zaprli za javnost in ga upravili v kletnih prostorih, ki so ustrezno opremljeni za to stopnjo zaupnosti. Po zaprtem delu seje pa je pred medije stopil poslanec Levice gospod Miha Kordiš. Skliceval se je, da počasi kapljajo informacije slovenskih obveščevalnih služb do poslancev, pri čemer se je izrecno skliceval na informacije slovenskih obveščevalnih služb, pri čemer naj bi bilo, citiram, iz teh informacij razvidno, da policija in politični vrh je vedel, kaj se pripravlja in kaj se namerava zgoditi 5.11. Stopnjevanje nasilja bi na marsikateri točki lahko preprečili, pa tega niso storili. Namesto tega so uporabili solzivec, komeste naboje, kovenico, tudi vodni top. Skratka, celo paleto represivnih sredstev in tako naprej. In potem je še dodal. Druga informacija, ki smo jo prejeli, pa je, da so bili pri dogodku 5.11. udeleženi predstavniki podzemlja. Z dogodki pa so povezane tudi skupine skrajne desnice, zgodovinsko izpričanimi povezavami do stranke SDS. Jaz sem takoj, ko se je to zgodilo, opozoril javnost, da gospod Miha Kordiš nima nobenega pooblastila, jih ni imel in jih ne more imeti, da bi lahko javnosti dejal izjave, o čem je tekla beseda na zaprti seji. Tukaj je tudi velika razlika, če kdo te stvari spremlja, med recimo sejami NOVS in pa sejami mojega odbora sedanjega, se pravi odbora za notranje politiko, javno upravo in lokalno samoupravo, kajti NOVS dela po posebnem zakonu in s posebnim poslovnikom. Tam se lahko tudi potem in običajno se to stori, nekoga pooblasti, pravilno je to predsednik, da da izjavo v primeru, ko pa gre za odbor za notranje politiko, pa tega ni in tudi sam sem vse ponudbe, da bi dal izjavo po zaprtem delu seje izrecno odklonil. Gre za odnos do varovanja tajnih podatkov in seveda, da se s temi podatki ne manipulira, kajti tudi manipuliranje s tajnimi podatki je seveda zloraba tajnih podatkov. Poleg tega gre v takim primeru tudi za zlorabo funkcije, ki jo opravljaš. Z agencije Sova so takoj reagirali in so izjavili, da utemeljeno pričakujejo, da s tajnimi podatki agencije, vsi, ki se z njimi seznanijo v okviru upravljanja svojih nalog, ravnajo zakonito in odgovorno, zavedajoč se škodljivih posledic njihove zlorabe za ozke interese posameznikov ali skupin. Glede informacij se torej Sova javno ni mogla izreči, utemeljenost in interpretacij pa je za STA potem zanikala. Javnost, kot veste, je bila že prej iz poročanja medije dobro seznanjena s tem, da so se nasilnih nemirov v Ljubljani udeležili nekateri znani levičarski akterji, ki so svojo udeležbo z objavo na primer lastne fotografiji na javnih internetnih platformah potrdili kar sami. Glede na navedena dejstva. Obstaja torej sum, da je poslanec Levice, gospod Miha Kordiš, storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po kazenskem zakoniku, po členu 257/1 ter izdaje tajnih podatkov po 260. členu kazenskega zakonika. Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnosti varovanja tajnih podatkov sporočili z vročikom tajne podatke ali kako drugače mogoče, da pride do njih ali zbira take podatke, se kaznuje z zaporom do 3 let. Člani odbora, kot veste, bi
To velja tako za dejansko uporabo in predstavitev točnih podatkov, kot za kakršnokoli manipuliranje s temi podatki. Ravnanje izven zakonskega okvira, ko gre za tajne podatke, je očitna zloraba uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Iz vsega tega seveda sledi, da gre za utemeljen sum, da je gospod Miha Kordiš storil kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic po členu 257/1 Kazenskega zakonika in izdaje tajnih podatkov po 260/2 členu Kazenskega zakonika. Glede na vse navedeno sem pač tožilstvo predlagal, da ne preveri in izvede ustrezne podatke, izvede postopke in pri tem prepustil strokovni oceni tožilstva, da samo po svoji oceni ugotovi tudi, ali so prisotni v okoliščine kakšnih drugih kaznivih dejanj, recimo, lahko bi šlo tudi za krivo obdolžitev, pa v enem primeru lahko bi šlo tudi za tisti člen, mislim, da je 340, ki govori o ogroženi varnosti, kajti tukaj pa želim posebej poudariti. Vsaka zloraba, vsako manipuliranje, tudi če želite javno prikazovanje, obsklicevanje na tajne podatke, pomeni na nek način tudi opozorilo vsem tistim, ki so predmet nadzora. Bodi si kot kriminalci, bodi si kot skrajneži. In to seveda pomeni, da se ti ljudje potem preselijo iz tistih platform, ki so dokaj zlahka nadzorljive, v mnogo bolj težko nadzorljive oblike medsebojne komunikacije in s tem gre dejansko pri takem neodgovornem početju poslank in poslancev, konkretno v danem primeru poslanca Mihe Kordiša, za nekaj, kar poslabša varnost državljank in državljanov. Z tega razloga bi šlo lahko tudi za tisti člen, ki govori o ogroženi varnosti državljank in državljanov oziroma države Slovenije. Poleg tega je tukaj tudi vprašanje ugotavljanja obdrževalnih okoliščin, namreč dejstvo je, da je to njegovo izjavo potem mirno objavila kot stranka, Levica, in po drugi strani, da zagotovo se ni to zgodilo po naključju, to se pravi, dejanje bilo storjeno z zavestjo ali, če želite, z očitnim direktnim naklepom. Vse to mi torej se preuči in upam, da bo doživelo ustrezen epilog na pravosodnih organih, kajti če se bo tako ravnanje stopnjevalo ali nadaljevalo oziroma ne bo v enem primeru postalo sankcionirano, potem seveda je bo varnost v državi ogrožena. To je treba vedeti, gre za vprašanje odgovornega ravnanja do lastne države, do tajnih podatkov, do služb, ki se s tem ukvarjajo. In seveda prvo in osnovno, kar bi pričakoval, je, da tisti, ki ima do tega na osnovi svoje funkcije dostop, da tega ne bo v kakršnikoli obliki zlorabljen. Takega, kot rečeno, nisem mogel v tem primeru, sam osebno vidim to kot nadaljevanje zgodbe s tem, kako so podatki pred temi nasilnimi nemiri iz nadzora, ki ga je opravil KNOVS, šli v javnost. To je seveda bilo namerno narejeno, zato da se je tiste, ki so bili storilci s strani dejanskih organizatorjev, tistih, ki imajo politično ozadje, tudi opozorilo, da so se potem umaknili in seveda potem je sledila sredstva vse splošna tista, da vsi imajo s tem nič, ne so vsi na distanci, glasno obsojali, dejansko pa so stvari zelo podobne dogajanje pred volitvami v Ameriki. To ne sme imeti nobeno nasiljene, kakršne novinske pravice v Sloveniji in zato, da bi se do tajnih podatkov in s tem do varnosti državljanov ravnalo odgovorno, zato da pač uresničim tisto, kar menim, da sem prepričan, da sem po zakonu dolžan, sem pač vložil ustrezno ovadbo zoper gospoda Miho Kordiša. Danes je pa poslana, zdaj je dopolnjena